Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes vam bom predstavil tekočo številko, novo številko Pasijonskega almanaha, sicer dvojno številko. Zdaj, mogel bi biti tukaj še moj sodelavec, sourednik dr. Franc Križnar, ampak je žal zaradi višje sile zadržan, tako da vam bom skušal predstaviti sam po svojih najboljših močeh. Drage bralke in bralci, leto je spet naokrog in pred nami je spet nova, tokrat praznična dvojna številka Mednarodnega zbornika Pasijonskega almanaha, ki zdaj že četrto leto zapored med nas prinaša znanstvene, strokovne in poljudne vsebine z domačega in tujega pasijonskega prostora. Zdaj, minulo leto 2020, v katerem je vsebina nastajala, je bilo še posebej težavno, zato ker ga je skoraj v celoti zaznamovala zdravstvena kriza povezana s tem novim virusom COVID-19, ki je ohromil svet. Med drugim je bil največji problem to, ker so bila onemogočena vsa mednarodna potovanja in s tem tudi znanstvena, strokovna in pa prijateljska druženja z večjim številom udeležencev tako v domovini kot v tujini. Zdaj, kljub vsem omejitvam nam je uspelo pripraviti obsežno in vsebinsko bogato številko, namenjeno tudi obeleževanju častitljivega jubileja, to je 300-letnice Škofjeloškega pasijona. Zdaj, v tej številki boste poleg županovega in uredniškega nagovora in pa seveda tradicionalne duhovne misli predstojnika Škofjeloškega kapucinskega samostana brata Jožeta Smokavca lahko prebrali kar 13 različnih prispevkov. Zdaj, mednarodni del zbornika začenjamo s prispevkom dr. Ruja Ferreira z Inštituta za napredne študije katolicizma in globalizacije na Portugalskem. Avtor se v svojem prispevku ukvarja s slovesnostmi velikega tedna v Bragi, ki veljajo za izjemno pomemben dogodek v življenju ljudi v mestu. Zdaj, s časoma je to obredje velikega tedna postalo glavni turistični produkt z izjemnim gospodarskim učinkom, ki se dotakne vseh ravni družbe. Pol nadaljujemo s prispevkom našega starega znanca, to je zakladnika Evropasijonskega združenja in mednarodnega člana uredniškega odbora Pasijonskega almanaha Leksa Hoube. Že tretje leto zapored namreč on sistematično popisuje pasijonske igre po Evropi. Po Nemčiji in Italiji se je letos spoprijel s pasijoni na Poljskem. Zdaj, kljub številnim težavam, ki jim je botrovala tudi jezikovna prepreka, jih je zbral in popisal kar 590. Tako da je izjemen doprinos, rečemo temu, poznavanja vseh pasijonskih iger v Evropi. Zdaj, žrtev pandemije novega koronavirusa je bila pa tudi pasijonska predstava v kraju Oberammergau na Bavarskem. Njeni začetki segajo že v leto 1633, ko so se sredi 30-letne vojne po letih trpljenja in umiranja zaradi kuge prebivalci Oberammergaua zaobljubili, da bodo vsakih 10 let uprizorili igro o trpljenju, smrti in stajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako da danes pasijonska igra v Oberammergau velja za enega najpomembnejših verskih in kulturnih dogodkov v celi Nemčiji. Zdaj, po 10-letnem ritmu bi se moral leta 2020 odvijati 42. zaporedni pasijon, ki pa so ga bili prisiljeni prestaviti na leto 2022. Zdaj, za tekočo številko Pasijonskega almanaha je pripravila prispevek tudi Rosario Andujar Torrejon, predsednica Evropske mreže za praznovanje Velikega tedna in Velike noči. Namen mreže je združiti prizadevanja in uporabiti sinergijo pri krepitvi modela za ohranjanje materialne in nematerialne dediščine povezane z Velikim tednom in Veliko nočjo. Poleg tega mreža skrbi tudi za promocijo svojih članov in geografskih območij, ki organizirajo ta praznovanja kot visoko kakovostne turistične destinacije. Zdaj, na naslednjih straneh si pa lahko preberete pol novice iz Madrida, kjer sem se še pred splošnim zaprtjem sveta zaradi pandemije COVID-19 kot predstavnik Škofje Loke in Slovenije od 22. do 25. januarja 2020 udeležil 4. Evropskega
foruma za praznovanje Velikega tedna in Velike noči in pa največjega svetovnega sejma turizma Fitur, kjer smo novo združenje tudi predstavili celotnemu svetu. Zdaj v nadaljevanju tega mednarodnega izbora sledijo 3 prispevki naših hrvaških sosedov. Prvega v nizu začenja dr. Ivan Misoni, ki prinaša recenzijo pasijonske predstave v francoskem Tolenu iz maja leta 2019. Njegova opažanja in analitična razmišljanja o predstavi, pospremljena s fotografskim gradivom, si lahko preberete v prispevku. Zdaj, naslednja v vrsti hrvaških avtorjev je pa dr. Sanja Nikčević, ki se je prvič odzvala našemu vabilu že v prvi številki Pasijonskega almanaha leta 2017. Tokrat piše pa o hrvaškem dominikancu Raimondu Kopareju. Ta je namreč napisal 3 srednjeveške verske drame o pomembnih zgodbah iz Kristusovega življenja. To so bile rojstvo, trpljenje in pa vstajenje, v katerih se pa sveti liki ne pojavljajo na sceni, ampak dogodke spremljamo skozi oči likov, ki reagirajo na srečanje z Jezusom in odločajo, ali bodo sprejeli spremembo, ki jo je prinesel, to je brezmejno ljubezen, usmiljenje, ki osvobaja, in pa žrtev, ki odrešuje. Te Koparejeve srednjeveške verske drame dokazujejo, da so večni in tudi danes potreben žanr. Zadnji med hrvaškimi avtorji je pa pedagog Tihomir Prša. On pa predstavlja poseben večji krog liturgičnih postnih pesmi, kot tudi pesmi Velikega tedna iz uradne hrvaške liturgične pesmarice Pojte Gospodu novo pesem. V glavnem povzeta je iz najobsežnejšega starega zbornika Čitara Oktohorda, to je pesmarice Zagrebške škofije iz 18. stoletja. Predstavlja eno od osnov sicilijanske obnove liturgične glasbe prve polovice 20. stoletja. Zdaj, pomuditi se moramo pa še nekoliko tudi na slovenskem pasijonskem parketu. Sklop domačih avtorjev začenja dr. Metod Benedik, zaslužni profesor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in nekdanji predstojnik Škofjeloškega kapucinskega samostana in seveda tudi nedvomna avtoriteta proučevanja, raziskovanja in pisanja o škofjeloškem pasijonu. Tokrat se je razpisal 300-letni zgodovini škofjeloškega pasijona, vse od njegovega nastanka pa do ukinitve v drugi polovici 18. stoletja. S tem se pa seveda loška spokorna procesija Velikega petka ni končala, ampak je zaživela pol v ponovnih uprizoritvah v letih 1999, 2000, 2009 in 2015. Tako je Škofja Loka dokazala, da se dobro zaveda velikega duhovnega in kulturnega bogastva, ki se je s pasijonom porodilo v tem kraju in se z vsem spoštovanjem ohranja tudi za prihodnje rodove. Pol naslednji je muzikolog dr. Franc Križnar, ki piše o glasbi in plesu v Svetem pismu. Njuna pojavnost, obrazložena z nekaterimi specifikami v njunem hkratnem razvoju, da vedeti, da je bilo v cerkvi in pri obredju tako, med ljudstvom pa spet drugače. Drugače pa tudi pri različnih ljudstvih, narodih in državah. Razvoj petja in inštrumentalne glasbe ter plesa do baleta pa je od antike prek srednjega in novega veka pa vse do same današnjosti pripeljal do vokalno-inštrumentalne kompleksnosti, razdruženih do umetniških pojavnosti ne le glasbe in baleta, pač pa tudi moderne in zabavne glasbe ter izraznega plesa. Arhitekt Vili Eržen predstavlja umetniško skupino Lokopolis in zgodbo o prvi ponovni postavitvi škofjeloškega pasijona v letih 1992–1994, ki pa ni doživela uspešnega zaključka in je prav zato danes praktično v vseh medijih in pri ljudeh, ki so bili njeni soustvarjalci in sopotniki, prezrta in zamolčana. Ampak povsem brez razloga, ker je prav ta prvi poskus priprave loškega pasijona postavil temelje za uprizoritev, ki je bila uspešno izpeljana leta 1999.
Zdaj, aktualni režiser škofjeloškega pasijona Borut Gartner se v prispevku Škofjeloški pasijon procesija za vse duše tega sveta poda na pot iskanja in izboljševanja samega sebe. Škofjeloški pasijon patra Romualda je v njem sprožil raziskovanje človeškega življenja s vsemi dobrimi in slabimi obrazi in mu dovolil, da prek njega vstopa v medčloveške odnose in v življenje samo. Dal mu je spoznanje, da je življenje dar, ki ga moramo živeti, pri tem pa nam je lahko veliko pomoč vodilo. To je trenutek smrti je kratek, vse ostalo prej in po njem pa je eno samo življenje. Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2021 Jakob Vrhovec nam v organizacijskem pasijonu Škofjeloškega pasijona naniza sosledje dogodkov od 13. marca do 13. oktobra 2020, ki so na koncu pripeljali do končne odločitve o odpovedi uprizoritve Škofjeloškega pasijona v letu 2021 ter njegovi prestavitvi na naslednje leto. Tudi aktualni gvardijan Škofjeloškega kapucinskega samostana Jože Smokavec nam ostaja zvest v zadnjih 2 številkah pasijonskega almanaha s svojo tradicionalno duhovno mislijo. Navdih za tokratno je dobil v nedelji Kristusa kralja, njeno glavno vodilo pa se glasi moč biti skupaj v tem času. Ja, lepo vabljeni, da knjigo vzamete v roke in začnete s prebiranjem bogate vsebine, ker boste na preko 400 straneh, kot jih knjiga obstaja, nedvomno našli kaj zanimivega zase.